Morska biološka postaja letos praznuje čas polstoletnega delovanja. Profesorica Patricija Mozetič, vi ste zdaj vodja Morske biološke postaje. Lahko na kratko zaobjamete teh, recimo, 50 let delovanja, zelo na kratko? Ja, res zelo na kratko. Kaj bi lahko povedala, tako da bi bilo v bistvu zaobseženo vse, od rasti števila raziskovalcev do spremembe lokacije rasti stavbe, infrastrukture in pa seveda, kar je najpomembnejše, širitve področja raziskav. Moji kolegi v preteklosti so začeli v majhnem številu z 10 zanesenjaki. Prve raziskave so bile usmerjene na popis flore in favne tega dela Jadranskega morja in potem je to skozi desetletja raslo. Tako da nas je zdaj 35, največ je seveda biologov, potem so tu kemiki, pa geologi, matematik, fizik, računalničar, kar tudi pomeni, da so se področja raziskovanja močno razširila. Ni zgolj samo morska biologija, ampak gre tudi za različna druga področja. Se pravi, smo interdisciplinarni oziroma multidisciplinarni in kar je še bolj pomembno, interdisciplinarni, da se povezujemo, ker gre v bistvu predvsem za raziskovanje in za proučevanje ekoloških problemov in tukaj vemo, da gre za sodelovanje oziroma prepletanje živega in neživega. No, že sam naslov pove, da proučujete procese v morju. Na kratko, za kakšne oziroma katere procese tu predvsem mislite? Če začnem pri najbolj osnovnem in enem najpomembnejših procesov, ki je v geološki zgodovini, torej v geološki zgodovini Zemlje oksigeniral naš planet. Se pravi, da gre za proces fotosinteze, na katerem sloni potem primarna produkcija. To je pa tisti proces, ki vnaša v Zemljino atmosfero kisik in pa organsko snov. In na tem prvem nivoju, trofičnem nivoju, za katerega so odgovorni ti avtotrofni organizmi, bodisi enocelični, človeškemu očesu nevidni, fitoplankton oziroma makroalge in pa morske cvetnice. Torej, to je tisti proces, na katerem sloni približno 50% globalne primarne produkcije, se pravi 50% kisika prihaja iz morja in prav tako organske snovi in na njo se potem navezujejo višji členi prehranjevalne verige, vse do ključnih tehle predatorjev oziroma plenilcev, ki so na vrhu prehranjevalnih spletov. Potem so tu procesi biogeokemičnega kroženja snovi, se pravi, v katerega so vključene bakterije, mikroorganizmi, ki organsko snov razgrajujejo in pa drugi kemični procesi, recimo procesi tudi, ki so sproženi z svetlobo, fotokemični procesi, recimo UV žarčenje v zgornjih plasteh vode in pa potem seveda tudi fizikalni procesi, kot samo prehajanje toplote iz atmosfere v morje, se pravi, pri tem gre za segrevanje zgornjih plasti in pa vsi ostali drugi procesi, ki se potem pač nadaljujejo navzdol po vodnem stolpcu preko prenašanja toplote v spodnje sloje in tako naprej. Kar bi seveda veliko bolj lahko povedali moji kolegi fiziki. No, zelo raznovrstno delo, in tako proučevanje se zdi, da zahteva tudi določeno infrastrukturo, se pravi laboratorijska dela, tudi recimo laboratorij na morju in tako naprej. Pa me zanima, kako ste opremljeni s tem in kako ste sploh lahko toliko opreme dobili, da zdaj izvajate take raziskave, kot ste jih omenili. Ja, to je bilo kar zahtevno delo oziroma veliko truda smo v to vložili oziroma tudi moji sodelavci v preteklih letih so se trudili na najrazličnejših ravneh, zaradi tega, ker v prejšnjih desetletjih, morda še v času prejšnje države, ni bilo v bistvu sredstev toliko, kot jih je zdaj, čeprav tudi zdaj so nekako omejene, ampak vsekakor takrat na začetku
80-ih, sredi 90-ih let, 80-ih letih res ni bilo tako lahko pridobiti opremo in tedaj smo se kar veliko opremljali, kar nekaj pomembne opreme, laboratorijske smo dobili iz 2 naslovov in to je bilo preko programa Organizacije Združenih narodov za okolje, UNEP, mediteranskega programa proučevanja onesnaženja Sredozemskega morja, Medpol program z sedežem v Atenah. Preko tistega naslova smo črpali sredstva za opremo in preko prav tako programa Združenih narodov IAEA za atomsko agencijo. Tudi iz tistega naslova je prišlo nekaj opreme v 70-ih in 80-ih letih. Potem pa, ko smo se pa preselili oziroma izgradili novo stavbo na isti lokaciji, kot je bila že desetletja prej, tukaj na Fornačah, in dobili te velike nove prostore. Tedaj smo tudi tam v okviru tegale finančnega zalogaja prejeli tudi nekaj denarja za opremiti osnovno opremo laboratorijev, medtem ko to veliko opremo pa pridobivamo recimo preko naslova nabav velike opreme, vsakoletnimi razpisi, ki jih da ARRS, ali pa seveda z amortizacijo. Zaradi tega, ker smo skozi leta in desetletja nabavljali opremo, se ta počasi, se pravi, odvajamo amortizacijo in preko teh sredstev potem to nabavljamo. Tudi recimo pa lahko tudi preko kakšnih evropskih projektov, kjer moramo omeniti v bližnji preteklosti 2 pomembna projekta, Interreg projekta, v okviru katerega smo dobili finančna sredstva za postavitev oceanografske boje, to je zelo pomembna oprema na morju, in pa za visokofrekvenčni radar, tudi v okviru enega Interreg projekta. No, se pravi, postopoma ste tudi potem širili nabor sodelavcev oziroma različne profile, kot ste prej omenili, od geologa, fizika, računalničarja, matematika, in tako naprej. Je pa vaše osrednje področje dela biodiverziteta. Ja, bo držalo. In pa tudi lahko bi rekla seveda te ekološki procesi, biodiverziteta skozi strukturo oziroma sestavo bioloških združb in pa po drugi strani tudi funkcija, ki jo ti organizmi imajo. In če so bili začetki znotraj ene skupine raziskovalcev, biologov, ki je preučevala biodiverziteto morskega dna, in to še zmeraj dela s takimi nedestruktivnimi tehnikami, se pravi, to predvsem s potapljaškimi pregledi, je šlo v bistvu potem za pregledovanje združbe bentoških rib oziroma obalne ribje združbe, za pregledovanje združb, ki jih gradijo makroalge, potem za habitate morskih travnikov in potem tudi za biodiverziteto drugih habitatov, kot so te biokonstrukcije, ki jih gradi kamena korala. To je tudi en takšen pomemben gradnik takega trdnega habitata v Slovenskem morju, ki potem podpira, podobno kot po eni strani morski travniki, tudi ta greben, veliko raznovrstno združbo najrazličnejših organizmov. No, novinarji, ki smo že v minulih letih recimo spremljali vaše delo, smo ugotavljali, da imate kar veliko število teh raziskovalnih projektov in jih vedno znova tudi širite, v katere ste seveda zelo intenzivno vpeti. Kateri so vaši zdaj recimo projekti najbolj v ospredju? Ja, če se morda samo povrnem malo nazaj, to je neprestan proces. Prijavljanje projektov je neprestan proces. Ko ga enkrat dobiš, misliš, da si morda, zdaj se bom pa mogoče ustavil malo, se bom temu posvetil, ni res, moraš iti iz enega v drugega, ker v to nas nekako sili struktura naših prihodkov. In pa če želimo opraviti to delo in potrebujemo osebje, in to je potem takšen nezačaran krog. V tem trenutku moram reči, da kar dobro stojimo s projekti.
in torej pač s tistim deležem, ki ni vezan na raziskovalni program financiran strani ARRS-ja. Tu imamo zdaj recimo 2 temeljna projekta, pač če še omenim ta 2 ARRS projekta, potem sta tu 2 projekta, ki sta pomagala pridobiti nove raziskovalce, 2 nova mlada raziskovalca na začetku kariere. To sta projekta financirana strani MIZŠ-ja direktno preko strukturnih skladov. Pogoj pa je bil, da je tu sodelovanje z nekim gospodarskim subjektom. In tu je recimo prišlo v okviru teh 2 projektov do povezovanja z dvema podjetjama tu iz okolice, iz regije, tako bi lahko rekla. Potem je tu kar nekaj evropskih projektov, ki so iz različnih evropskih programov. Pomembni so seveda recimo ti program Obzorje 2020, tu lahko rečem, da v tem trenutku 4 potekajo, potem imamo tu 2 Interreg projekta in še projekte iz drugih evropskih naslovov, kot je DG Environment, DG Mare. To so tudi takšni projekti, nekajletni, v katerih je vključenih več raziskovalcev. Recimo ti H2020 projekti, eden je takšen, ki je namenjen predvsem mreženju oziroma ne bom rekla mreženju, pravilno je v bistvu, kako bi se izrazila pravilno, da postavitve, oživitve, tako bom rekla, sredozemske modre rasti v ta prostor, se pravi koncept sredozemske modre rasti v slovensko družbo, se pravi v raziskave, v ladijski promet, torej v sektor, ki se ukvarja s prometom, v sektor, ki se ukvarja z biotehnologijo. To je recimo en takšen tako imenovan BlueMed projekt, potem je en projekt, ki se ukvarja z podatkovnimi bazami, če samo govorimo o H2020. Potem je en zelo zanimiv projekt, ki ga vodi kolegica, o vlogi žensk raziskovalk v Evropi, v evropskem prostoru, in pa biotehnološko naravnan projekt, tudi zanimiv v bistvu, kako obrniti nadlego v morju, se pravi neko ekološko krizo, kako obrniti sebi v prid. Konkretno, recimo, vemo, da je ena taka problem oziroma pač pojav, tako bom rekla, v mnogih evropskih morjih, pa tudi drugod po svetu, masovno kopičenje tegale želatinoznega planktona, predvsem klobučnjaških meduz, in vsa ta masa, ki je neporabljena in ki recimo dela škodo ribičem ali pa tudi naprimer lahko tudi plavalcev v kopalni sezoni, če so res kakšne te zelo nevarne meduze, pa potem jo lahko izkoriščamo to maso na različnejše namene, bodisi za proizvodnjo kakšnih kozmetičnih sredstev, za nutricistiko ali pa tudi recimo, da se jo preoblikuje v hrano, ki je potem namenjena ribam v akvakulturi. No, glede na raznovrstnost projektov, najbrž tudi širite mednarodne povezave in ste daleč presegli samo povezave s sosedi, to se pravi z Italijo in s Hrvaško. Res je, to so že tradicionalne povezave. Morda jih je bilo v preteklosti nekoliko več, vsaj formalnih, torej v obliki kakšnih projektov. So pa ostale še zmeraj v bistvu zelo tesne osebne povezave in zmeraj, ko kaj potrebujemo ali če želimo kaj skupaj napisati iz tega prostora, potem vemo, na koga se obrniti oziroma so te povezave zmeraj dobrodošle. Smo pa v teh evropskih projektih seveda razširili spekter povezav. Recimo, če se spomnim svojega prvega evropskega projekta iz srede 90-ih let, vodil ga je partner iz Francije, iz laboratorija Banyuls-sur-Mer, že pozabljam malo, potem so bili tudi drugi tu iz Francije, z Norveške, iz Italije že omenjene, in potem so se te navezave širile. Saj ne nazadnje, to so problemi v morju, ki zadevajo najrazličnejše v bistvu države, ne zgolj samo ta sredozemski ali pa jadranski prostor.
Je pa potem pač odvisno, v katere projekte stopiš. In če so bolj regionalno naravnani, so potem povezave iz tega prostora, ali jadranskega, ali sredozemskega, sicer pa iz vseh koncev, iz Norveške, iz Anglije, iz Izraela smo tudi imeli. Bilateralne povezave pa omogočajo povezave iz celega sveta. Tako smo imeli v preteklosti bilateralne povezave, ki sicer so bile finančno okrnjene oziroma namenjene potovanju in izmenjavi izkušenj, pisanju skupnih člankov z Brazilijo, z Argentino, z Združenimi državami, z Japonsko in seveda s številnimi evropskimi državami. Res kar zavidljivo število recimo oziroma usmeritev teh raziskav imate, pa me zanima. A obstaja kakšna korelacija med velikostjo recimo morskega področja, ki ga recimo nekatera država ima, in pa ambicioznostjo raziskovanja? To me zdaj nekako spominja na naše športne dosežke, naše slovenske, da si ne bom pripisovala kakšnih prevelikih zaslug, kjer je res, mislim, dvomilijonska množica, pa v nekem določenem trenutku oziroma v kakšnih športnih panogah res tako izstopa. Morda je to res, in ko sem poslušala recimo kakšne izjave, če si pač majhen in se moraš nekako pokazati, izboriti in zato se toliko bolj prizadevaš in zaradi tega morda prihajajo uspehi tam na tistem področju, bi lahko eno takšno paralelo vlekli tudi tukaj v tem našem morskem prostoru. Morda tudi zaradi tega se toliko prizadevamo, ker nas je malo, pač Slovencev nas je malo, potem je tudi enot takih, ki se ukvarjajo recimo z morskimi raziskavami malo, ne nazadnje, mi smo edina, ki se izključno ukvarja z raziskovanjem morja. In morda tudi zaradi tega, ker eden ali peščica raziskovalcev pokriva samo eno področje, mora toliko več vedeti in zato se mora tudi toliko bolj povezovati in iskati povezave s sosedi in pa z drugimi okrog. Mogoče nas to sili v to, da tako širimo oziroma se tako globoko poglabljamo v določena področja. Daleč od tega, da pokrivamo vse oziroma se ukvarjamo z vsemi področji v morskih ved, morske biologije, ekologije ali oceanografije, ampak skušamo jih veliko pokriti oziroma iti globoko v ta področja. Kako pa sodelujete, če sodelujete recimo z drugimi inštituti ali pa univerzami v Sloveniji? Sodelujemo. Že vrsto let imamo povezavo z inštitutom. Ker se mi zdi, da so taka znanja lahko tudi za marsikateri inštitut, kot rečemo, velika dodana vrednost. Seveda. Na ta način recimo pač preko sodelovanja z enim odsekom z inštituta Jožef Štefan smo v bistvu razvili in se močno pač poglobili v študijo kroženja živega srebra. V bistvu tukaj smo mi nekako bili ta naravni laboratorij, imeli smo določena znanja, kar se tiče v bistvu tegale strukture sedimenta, kemizma, teh spojin, ozadja, recimo zaledja, se pravi rek, ki prinašajo recimo te snovi v morje. Po drugi strani pa nam je inštitut Jožef Štefan prišel naproti z zelo dobro opremo oziroma znanjem z določenimi kemičnimi analizami in smo to potem združili skupaj. Mi potem nekako smo se priključili tudi še z recimo mikrobiologijo, s tistim delom, torej z morskimi mikrobi, ki tudi sodelujejo v teh procesih in tako so nastale te povezave, ki se zdaj širijo recimo na področje zakisovanja morja oziroma bilance ogljikovega dioksida. Tudi tu nam oni pač sodelujejo oziroma prispevajo neko določeno znanje, analitiko, mi pa po drugi strani recimo to vedenje procesov v morju in kako se obnašajo recimo ti plini potem v morju. Tako da
Te povezave enkrat, ko se napeljajo, potem rastejo, seveda, če je skupen interes oziroma če so tudi pač neka potrebna znanja. Potem recimo tudi dosti analitike in teh metod, ki so jo potem iz laboratorijev recimo prenesli v naravno okolje oziroma v mešanico, kot je morska voda, ker morska voda, recimo, če jo vzamemo z morja in prinesemo v laboratorij, je to čisto nekaj drugega, kot če delaš recimo na nekih čistih spojinah, na neki raztopini v laboratoriju, in je to morda tudi za tiste druge inštitucije, tiste druge laboratorije nek izziv, da vidijo recimo res, da morda odgovori v morju oziroma v nekih poizkusih niso tako enoznačni, kot bi jih morda pričakovali z neko čisto spojino. In je tudi to recimo za njih nek izziv. Za nas pa recimo, da se poglobimo in da še bolj pogledamo noter, kaj je, ne? Poleg tistega, kar smo že vedeli, raznih, ne vem, takih in drugačnih delcev, da res poznamo točno, za katere spojine gre, ali kaj se veže na tiste delce in tako naprej. A obstaja kakšno sodelovanje recimo z gospodarstvom, s posebnimi recimo industrije ali pa recimo, ne vem, turizem, katerimi drugimi vejami gospodarstva? No, industrije v tem prostoru je bolj malo, ne, tako pač z zatonom industrije v 90-ih letih, sredi 90-ih let je bolj malo ostale so kakšne recimo bolj pač manjša podjetja, bolj tehnološko usmerjena, tako da še recimo največ povezav s kakšnim takim pomembnim gospodarskim subjektom v tem okolju so recimo občasne povezave, tako bom rekla, z Luko Koper, z največjim in pa edinim slovenskim pristaniščem tovornim. Oni imajo v bistvu željo po širjenju in pa kadarkoli pač je potrebno narediti kakšne preglede, ker je to potrebno narediti, ne, pred vsakim posegom v morje, potem tukaj stopimo mi, nas pokličejo, se pač povežemo in naredimo določene raziskave, bodisi ne vem, kako bi vplivalo povečevanje, recimo podaljševanje kakšnega pomola, če ima kaj takega v načrtu, izkopavanje, poglabljanje plovnih poti in tako naprej. Sodelovali smo recimo v preteklosti, naprimer, ko je bilo potrebno narediti kakšno takšno prvo popis stanja pred izgradnjo marin. To je bilo recimo, ko so gradili marino v Izoli ali pa tudi, ko so delali recimo pač neke določene širitve oziroma spremembe v marini Portorož. Tu smo sodelovali, recimo to so kakšne take turistične, naprimer, naravnanosti. Še največ pa je potem recimo sodelovanja z manjšimi podjetji, zelo veliko ga je bilo v preteklosti, zelo dobrega, z podjetjem Soline, pridelava soli. Tu smo sodelovali, kjer smo bili vključeni v raziskave recimo tega njihovega solinskega blata, ki je potem postalo uporabno, ga zdaj uporabljajo recimo v terapijah, ne, oziroma pač termalna raba. Pa tudi glede v bistvu soli, čistosti soli, kakšna je vloga petole. In tu moram reči, da je bil prav en takšen recimo prenos našega znanja, kjer se je naša mlada raziskovalka, ki je potem doktorirala, je šla k njim in se tam zaposlila. Sprva pač najprej samo kot projektna sodelavka oziroma zasebnica, potem pa so jo tudi sprejeli in zdaj v bistvu deluje oziroma kontrolira in dela pač program tegale blata. Potem solinskega blata. Potem je navezava z ribogojnico, tu v Seči, s Fondo, in to je eden od tistih projektov, ki sem ga prej omenila, raziskovalci na začetku kariere, kjer sodelavka, ki je k nam prišla preko tega projekta, z njo sodeluje in pač razvijajo v bistvu to uporabnost, ne, te želetinozne organske mase pridobljene iz meduz, kakšna bi bila možnost izrabe recimo za hranjenje predvsem ribjih mladic, ne večjih rib, ampak tistih pač še v začetnem razvojnem stadiju. Tako, potem je pa tudi kar veliko recimo sodelovanj z raznimi manjšimi podjetji ali pa kakšnimi takimi predvsem
elektrostrojnimi ali pa takimi, ne vem, tehnološko naravnanimi, razvojnimi, tako bi lahko rekla, s katerimi sodelujemo pri razvijanju kakšne naše know-how tehnologije oziroma kakšnih naših izboljšav. Namreč nimamo takega kadra zaposlenega, ne, zato pač pridejo k nam, to so dobrodošle take povezave, v bistvu jim plačujemo storitve ali pa jih tudi vključujemo v kakšne projekte. Še tole, poglejte, glede na vedno bolj zaskrbljujoča poročila seveda in pa raziskave o res že kar drastičnih okoljskih spremembah, me zanima, a se vam v prihodnje kažejo tudi nove raziskave, ker tudi to območje ne bo izvzeto iz teh sprememb, ne? Sigurno ne. Že zdaj recimo, ne vem, ena takšna je prav gotovo pereč problem je onesnaženje morja z odpadki, tako makro, še bolj pa za mikro, naprimer mikroplastiko, ki ni vidna, in prav to je ena tematika, ki smo jo vključili v najavo novega programa. Letos namreč se nam izteka ta velik raziskovalni program, smo ga na novo prijavili in to je bilo eno takšno področje. Ne zgolj analize recimo mikroplastike z vidika okarakterizacije, kemične karakterizacije, ne, se pravi, kakšna je recimo res kemična sestava in koliko, in pa kvantificirano, koliko je tega, ampak tudi kakšen vpliv ima na žive organizme. Bodisi kako se kopiči skozi prehranjevalno verigo, kateri so tisti organizmi, ki so najbolj za to dovzetni, če se prenaša naprej, in pa tudi kakšni so morebiti njeni toksični učinki, še posebej ali zaradi te plastike same, ker je pač tako sestavljena oziroma takšno sestavo, ali pa tudi zaradi tega, ker vemo, da se kakšne spojine nanjo tudi absorbirajo, se pravi, se nanjo pritrdijo in tudi to je takšen škodljiv aspekt. Druga pomembna tematika, ki je tudi močno zasidrana, je pa seveda ta, ki je globalna, ima pa različne vidike oziroma pač se manifestira tako drugače, bom rekla, v različnih delih sveta, so pa klimatske spremembe oziroma podnebne spremembe in njene najrazličnejše oblike oziroma različne oblike teh klimatskih sprememb. Bodisi dvigovanje temperature in kaj to pomeni za organizme, tiste neposredno, se pravi predvsem živalske organizme, ki so pač vse tja do toplokrvnih, kot so ptice in sesalce, ki so neposredno odvisni seveda od zunanje temperature, ali pa posredno recimo, kako temperatura morske vode potem vpliva na samo strukturo vodnega stolpa preko sprememb gostote. Drugi aspekt klimatskih sprememb je zakisovanje morij. Morda cunamiji za nas toliko niso prav tisti pač klasični iz tropskih in subtropskih območij, niso toliko nevarni, so pa potem to druge oblike takšnih kakšnih meteoroloških pojavov. Potem je tu širjenje areala toploljubnih organizmov, ne, vse to so pač aspekti teh klimatskih sprememb, ki jih bomo tudi še naprej preučevali. Hvala. Hvala vam.